Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robi Star Solar ima še zmeraj brisačko, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Začela so se predvolilna soočenja za evropske volitve in že lahko razglasimo največjo poraženko. Vsak glas šteje. Še? A se ona smer? Ajde. Z enako zagnanostjo kot doslej se bom z največjim veseljem še naprej tudi v Evropskem parlamentu borila za pravice živali. Sem Irena Joveva, kandidatka Svobode na evropskih volitvah. Super, to je bilo nice. Ja, daleč najslabša do sedaj je Irena Joveva, nosilka liste Gibanja Svoboda. Kar seveda še nič ne pomeni. Najslabša je bila namreč že pred 5 leti, ko je kandidirala še za Šarca. Da pa ne bo ostala brez odgovora, ne, draga Irena, ne rabiš se nasmejati, tvoji nastopi so že dovolj smešni sami po sebi. Sedaj pa se lotimo 128. oddaje pravljične 7. sezone Faktorja na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali gospod Nateg, koga nateguje Golob in kdo nateguje njega. Zakaj in kako je Golob iz države naredil nategovalnico, se bomo pogovarjali z našim stalnim komentatorjem, psihoanalitikom, dvojnim magistrom Romanom Vodebom. Roman, toplo pozdravljen ponovno v Faktorju. Prisrčen pozdrav. Roman, zdaj videla sva na začetku, nosilko liste Gibanja Svoboda Ireno Jovevo, ti moram priznati, sem bil presenečen, da se je Golob odločil za njo, glede na to, da je predtem kar 7 žensk, če sem pravilno štel, vrgu čez ramo. Začel je nekako s Tatjano Bobnar, pa nadaljeval z Marto Kos, potem z Urško Klakočar Zopančič, Dominiko Švarc Pipan, Tanjo Fajon in pa seveda vmes še Mojco Pašek Šetinc, ampak Joveva je pa lahko ostala. Zakaj je Joveva lahko ostala? Onih 7 naštetih je pa moralo iti. Mislim, da je ta najmanj nevarna, tam oddaljenja, tam tisti distanci, tam gor. Mislim, da še celo mlada mamica, se pravi, ga ne ogroža. Zdaj, tele ženske so že malke v moškinje narejene in si upajo falično kontrirati. Kar, mislim, vse ni nič narobe, ampak on tega pluralizma znotraj svoje stranke ne trpi, kaj šele znotraj, ne vem, in koalicije in pol cele vlade in opozicije. Tako da, ne vem, mislim, da so tukaj tudi malo kvote, mislim, taka všečna je, ne nevarna, mlada, ne upa si tok, ne škodljiva in pol nezavedno se vsele odloča namesto nas. Treba je vedeti, da ko vsak dol, pa tudi Golob, postane popadljiv, ima neko nezavedno jedro in neke nezavedne zamere do Joveve nima, ga ne ogroža, recimo en Grošelj po mojega je kar precej ogrožal, zato je pristal tam na zadnjem mestu ali 8 ali katerem, zdaj pa dobil bumerang, ta je pa krotka, mislim, kar se za feminilno žensko spodobi, tako da ne bom rekel, da na tej točki ga pač ne rabimo vselej kritizirati, ampak je pa res, da prevečkrat, prepogosto ljudi čez ramo meče, kot da bili neke smeti. To je ena velika njegova napaka. Zdaj, lahko beremo medijska poročila, da je Irena Joveva si zelo blizu tudi s Tino Gaber, da se je spoprijateljila z njo. To je gotovo ne škodi, To je mogoče pa taktika, ker ženska samo po sebi se mi zdi, da je feminilna, zato je tudi zanosila pa tako naprej. Pa načeloma so mlade novinarke vse feminilne, ker si s svojo feminilnostjo tudi kupujejo tam eter, naklonjenost teh moških urednikov. In ona tudi ve, da tudi Tina Gaber ima feminilno psiho in je dobro prijateljevati samičko svojega šefa, in ona taktično to obvlada, pozna žensko psiho, žensko logiko. Na tej točki ni za zameriti, dobro je, da se ne krega, tudi ni blondna, ker zdaj blondinke bi proti črnim ženskam znale neko fovšijo zganjati, ker tudi črne dobre mrhe so pač ogrožujoče.
blondinke pa črne ženske se pa ne marajo glih, tako da tukaj pa rivalstvo, recimo med Urško Klakočar Zupančič in Tino Gaber je pa kar evidentno, ne, ženska vselej tekmuje, kjer je lepša. Ne, tako da po moje so še, ne bom enako stara rekel, da so, mislim, da je Joveva mlajša, ne, kot Tina Gaber, tako da vse je inteligibilno, se pravi, ima rep pa glavo, samo moramo znati to prebrati. Moramo pa brati skozi neko libidinalno logiko. Libidinalnost pomeni, da je v zadnji neka seksualnost, bolj ali manj, rekel, je lahko ortoseksualnost, lahko je pa tako erotična govorica, ki jo feminilne ženske med sabo kar zelo štekajo in so previdne, vejo, dokam smejo, kaj se ne sme, morajo njenega alfa samca hvaliti in verjetno je zaradi tega tudi pristala na prvem mestu. Zdaj, Roman, si ti presenečen, da so, kot poroča Bojan Požar, sodelavci Roberta Goloba mu nadeli vzdevek Mister Nateg oziroma gospod Nateg? Jaz sem se spomnil, da ni bil nek rokometaš, ti boš bolj vedel, je bil Nateg. Ja, Nateg, ja. No, ta je pa Nateg, malo akcent je drug, pa G je K je G. Mislim, on ne da bi načrtno nategoval, ampak on se preprosto ne zna držati konsistentne besede, oziroma konsistentne. Če da besede, jo lahko to prelomi. Ne? To je del njegove strukture osebnosti in potem to navzven izpade kot nateg. V resnici pa nepazljiv je. Ne? On ne ve, da če da besede, se mora tega držati, ne sme požirati, ne sme požreti besede, ne sme prehitro dati obljube, tako kot recimo nekim pravnikom daje neko butasto obljubo, ne da bi vedel, da se take obljube ne more dati, ker nima pravniškega mnenja. In mnogi tej nategi njegovi nastanejo v objemu nevednosti. Ne? On je tako nepodkovan v teh političnih kontekstih, podlega, bom rekel, Dunning-Krugerjevemu efektu, v smislu, da toliko nič ne ve, da potem v objemu nevednosti on naredi nateg. Ne? Se pravi, to ni nek zanalašč, ne, da bi on sadistično užival, ko nategne človeka, ampak preprosto je nepripravljen in blekne, ker ima ego večje kot vesolje in v objemu ali pa podpori tega velikega ega izreče in misli, da bo to držalo. Potem pa po nekem premisleku ga pa pamet sreča, nek razum, pa neke suflence verjetno, ima neke prišepetovalce, ki mu pazljivo namigujejo, kdaj skrene s poti, kdaj tam dol z avtoceste pade in potem se mnogi nategi, tako imenovani nategi, verjetno res zgodijo v objemu neke nevednosti. Zdaj, tudi njega kdo nateguje, Roman, ne? Ker jaz imam včasih občutek, da nekaj je to, kar ti praviš, ali pa veliko je tega pač nevednost, ali pa to, da se mu fučka, ampak po drugi strani imam pa občutek, da ga zelo hitro lahko tudi kdo drug okrog prenese. Kdo so ti glavni nategovalci okrog njega? Jaz bi rekel, da on si zasluži ne toliko, da ga drugi nategnejo, ampak v prispodobi, ker človeka, še posebej žensko, se da nategniti dobesedno. Ampak v objemu neke nepazljivosti, on dela take krivice ljudem, da teli strici iz ozadja, ne bom rekel strici iz Gibanja Svobode, ker tem stricov ni, ampak rekel neka kučan partija, nek malo starejši strici iz ozadja, mogoče tudi tete, ki so obvladovali to tranzicijo 30 let, so zdaj rekli, zdaj pa too much, kaj se pa tale Golob gre. Zdaj ga moramo, in to ni zdaj več naloga desnice, zdaj pa naloga levice. In to neke združene levice, leve scene, levih stricov, iz ozadja, da tega Goloba skinejo, mislim, balkanski izraz. Ne da ga nategnejo, ampak da lepo dajo v neko odložišče, da ga skolirajo, ker on škodi levici, škodi državi, koaliciji, škodi narodu. In zdaj pa tisti, ki so ga ustoličili, ne bom rekel z nekim skrbno načrtovanim projektom, ampak na nek spontan način je ta priplaval na površje. Mislim, se obstaja tudi neko načelo
da drek vedno priprava na površje. Ne? In potem se tam nekje najdejo v politiki tudi taki, ki so priplavali na površje, tudi na teh evropskih volitvah so tam nekje pri enem koritu ali pa na visokih teh mestih ali pa na prvih mestih, ker se to ksilijo. Ampak v spletu okoliščin je leva scena, levi strici pristali, da bo on tisti, ki bo Janšo porazil. Res je, popolnoma nepreverjen, politično nepreverjen, vstopil v politiko in zdaj nateguje vse. In zdaj je pa naloga levice, da ga lepo odstavi. Rodi stvori, ne vem kako, oni se naj zdaj obadajo, ne Janša pa desnica, na levi morajo ene glave skup stopiti. In najti se mora nekdo, ki bo to vodil. Ker Goloba, slovenska država, slovenski narod, ne samo levica, z malo pisano, ne prebavlja več. On je škodljiv. In to na levi vsi to vejo, vsi glavo dol devajo, pa neki, ne vem, si grizejo nohte. Človeka bo treba odstaviti, ker je škodljiv, zato ne toliko, ker nateguje, ker je nesposoben v objemu svoje egomanije, da dobro vlada. On slabo vlada in daje prioritete, rekel, Tini Gaber, namesto dal prioriteto svojega lajfa, v tem trenutku je država, je narod, je vlada. On daje na prvo mesto svojo, rekel, novo izvoljenko, priležnico, karkoli rečemo. Mislim, to nezrel človek dela. Mislim, sej človek ne more biti zrel, ker to človek ni sadje, ne, da bi dozorel. Ampak osebnostne strukture nekaterih politikov, predvsem politikov, so nezrele. Ne. Se pravi, človek more slepo pego vzret, človek se more strezniti, nekdo mu mora povedati, da se napačno loteva vladanja, da je škodljiv in s tem naj levica se zdaj pač ukvarja in ga zamenja na eleganten način. Novinarska srenja bi pa to mogla narediti in to z RTV-jem na čelu, tistim njegovim RTV-jem. Bi mogli to narediti. Ne? To sem te še hotel vprašati, preden se vzamemo krajši prebor. Roman, kako si to predstavljaš, to, ko praviš, da bi ga morali odstaviti? Na eni točki morajo reči, zdaj pa spoštovani kolegi, mi smo nekaj za tolo Slovenijo naredili, mi smo zdaj tisti, ki ga bomo odstavili. Ne bo ga Janša, on je obupal, nima mandata, mi smo pa tisti, ki lahko, rekel, v objemu neke modrosti, preudarnosti, rečemo Bobu Bob in rečemo, ta človek je škodljiv za Slovenijo. Slovenija mora biti na prvem mestu, ne sme vse tisti antijanšizem biti ključen za to, da se ga tolerira še naprej. Treba se je z njim pogoditi na nek način, elegantno, striki, pritiskati po ovinkih na Tino Gaber, ne vem kako, rodi stvori. Levica mora na nek način njega umakniti. Elegantno, nagrado, s pomočjo novinarjem, ne vem, kaj bi rekel. Tako jaz to stvar vidim, tako jaz to vidim. Sorry, ker sem zdaj pač takole povedal. Po dolgem času sem tlele v etru in kdo drug bo, če ne jaz. Ja, to je res, zato te tudi vsakič z veseljem povabimo. Predlagam si zdaj vzamemo krajši premor, ampak ne nam vi, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, koga nateguje Golob in kdo nateguje njega. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator Roman Vodeb. Pogovarjamo pa se o tem, koga nateguje Golob in kdo nateguje njega. Roman, ti si v enem nedavnih intervjujev rekel, da je v bistvu Tina Gaber tista, ki je najbolj kriva za to, da gre vladi slabo in posledično tudi državi oziroma nam, državljanom. Ma res Tina Gaber tak velik vpliv na Roberta Goloba, nosi ona večji del krivde, ali je vendar ne človek, ki je šel na volitve, ki je dobil mandat predsednika vlade, sam najbolj odgovoren za to, kako se obnaša? No, moram reči, da jaz tip ženske, kakšna je Tina Gaber, ne krivim, če pritiska na svojega moža, ki je na nekem položaju. Določene odločitve tudi politikov se sprejmejo na pobudo svojih žena, svojih ljubic, tam nekje v zakotnih hotelskih sobah. Treba je vedeti, da imajo politiki zelo pester sex life in ljubice... Če se lahko sam tu malo stavimo, Roman, če dovoli, se tu poročujem, ker se te prekinu. Rekel si moža, pač nista poročena. Zdaj, a si ti pričakoval, recimo, da se bosta poročila? Je kakšen pritisk
po tvoje v to smer, da bi se poročila. Vemo, Robert Golob je zdaj že nekaj časa uradno razvezan, ne? Ampak nič se ne napoveduje nova poroka. Mogoče ga kdo trezni, mogoče otroci, ker načeloma so otroci malo tako skeptični do novih žena, ljubic svojih očetov, ker otrok pričakuje, da bo očka imel najraje njihovo mamico, ne. Ta je pa zatajil v očeh svojih otrok, ampak ne, jaz sem napovedal, da bo zanosila, ne. To sem napovedal, nisem glih poroke, ker poroka ni ključna, ampak bi se znala tudi poročiti. Ampak moj point je bil, da tiste ženske, ki se dol dajejo z alfa samci, ki imajo moč in oblast, ki so decision makeri, te ženske legitimno, bom rekel, svoje apele, svoje želje infiltrirajo v vrednotni, ne vrednostni, vrednotni sistem svojih alfa samcev in potem te alfa samci začnejo razmišljati, ne, z opranimi možgani, z logiki svojih priležnic. Ne. Se pravi, Golob je strogo teoretsko kriv, ne Tina Gaber. Ne, Tina Gaber si želi vplivati in je neverjetno velik užitek, da obvladuje nekoga, ki je popolnoma neobvladljiv. Ona ima pa veto, tako kot ona reče, ne, se pravi, oblec se v neke sneakerse, imej tistle plašč, namesto rekelca, ne, pobarvaj si lase, se pobarva. Njena želja oziroma njen apel postane veto, imperativ, ki ga Golob misliš, da uboga sebe, ne, svojo željo. On uboga njo. In kriv strogo teoretsko je Golob, ker jo preveč posluša. On bi moral recimo znati brati žensko željo in vedeti, kje je pa konc ženske želje. Ne? Ko se ženska po vinkih zažre v politiko, ne, potem jo je pa treba se pravi, zaustaviti. Ne. To recimo, mogoče Tito ni znal glede Jovanke. Zato so bili vsi ostali, tudi Dolanc, naši Ribičič, ki so Jovanko odstranili od Tita, ker je imela prevelik vpliv na odločitve Titove. Ja, mislim, tole normalen politik ne more biti takole napravljen, ne? Ampak mora biti po bontonu, poslovnem. Tale Tina, ko neke apele daje, ko je neka modna dizajnerka, diktira modo njemu, ne? To more alfa samec reči, do tukaj greš lahko, naprej pa ne. Tole jaz po poslovnem bontonu ne morem biti napravljen kot nek pubertetnik, pa se ti lahko stokrat to želiš. Jaz ne smem budale iz sebe delati, jaz se ne smem farbati, ker to zgleda nezrelo, oziroma tako me bodo videli. Recimo te intuicije Golob nima in jo kar slepo posluša, njej se to fino zdi, ampak za nekega udarnega, vodilnega top politika to ne sodi zraven. Njemu bi nekdo moral povedati, ampak vsi okrog Goloba se bojijo, da bojo vrženi čez ramo in nobeden se ne izpostavi v dobro države, dobro Gibanja Svobode, v dobro koalicije. Noben se ne upa izpostaviti in potem on zavozi, izpade, da nateguje ljudi, v resnici je pa, rekel, nespodobno, torej izraz, ne vem, če je butasta prav izraz, spodletelo se loteva vladanja. In Tina Gaber bi lahko z neko svojo čuječnostjo, svojo intuicijo ugotovila sama, da ne sme pritiskati v to smer, če že sam Golob ne dojame. Ne. Tudi naša Melania Knaus, Trump, verjetno nikakor ne pritiska na svojega egomanjaka, na Trumpa, ampak dela tisto, kar se sme, kar je po protokolu in nič več. Mogoče ga doma celo skulira, ampak na samem ona nič ne sklepi, pa da bom imela zdaj svoje oddaje, pa da bom ne vem, kje se kazala v eter, pa vplivala tam na nekih sestankih se pojavljala. Ona bi lahko, ne rekel, da mora, lahko bi rekla, moje mesto je ob tebi, tu in tam, ne vedno, na nobene sestanke, ne smem, vzem si čas za dopust, ne biti pa skozi na dopustu, ker izpadeš kot lenuh, ki se mu nič ne dela, ampak samo z mano bi bil, to bi mu lahko ona rekla. Nje je pa fino in ne opazi, da v bistvu škoduje vladanju Roberta Goloba.
Sama bila lahko tako pametna. Tako jaz vidim neko zrelo žensko pri 36-37 letih, kot jih ima ona. Ona bi dejansko morala imeti nek imperativ, se poročiti, imeti dojenčka. Mogoče se kaj dela na tem, pa to ni tako enostavno zanositi pri teh letih. Ampak 2 koraka nazaj bi sama Tina Gaber mogla narediti, če že Robert Golob tega ne zna. Ja. A pomeni vse to, Roman, da ima Tina Gaber tudi na nek način politične ambicije? Lahko pričakujemo kdaj tudi v prvih političnih vrstah, ker to, kar si zdaj povedal, ta njen vpliv na Goloba, to se mi zdi zelo povedno, ali pa tudi komentiranje Golobovih političnih tekmecev. Do zdaj nismo bili navajeni, da bi recimo partnerke politikov komentirale pač njihove politične tekmece. Tina Gaber recimo to počne, komentira Janeza Janšo in tako naprej. Škak, sem se malo pripravljal na tolo oddajati. Sem tuhto, ker ti me znaš to vprašati in pa sem iskal odgovor, kaj bi rekel. Pa sem svoj cajt rekel, naj ima tam neko vreme napoveduje, naj ima podcast ali pa neke žute minute, tam nek rumeni tisk, ali pa naj se zdaj pripravlja pa 5 oči, pa naj gre drug let na televizijo ali kaj že, Evrovizijo. Pa naj tam proba nekaj normalizirati, ker Evrovizija je euronorija. Se pravi, naj gre na Evrovizijo, naj pusti politiko pri miru. Ona ne ve, kaj v paketu neke starletske ženske paše. Ona se je silila tudi k nekemu peterletu. Ona naj ima kariero tako, da čez svoje lastne želje ne zna izolirati iz palete, milijon želja, ki jih ima. Mi mora tam nekdo drug narediti. Mislim, naj doma naredijo fotar mat. Mislim, če bil jaz fotar njen, bi njo jaz v red spravil, rekel, ta mala, zdaj pa že malo škodljiva, da se skoliri pismo, da ga pusti malo, da vlada, ker to, da ga sam po tistih jahtah pa ne dopuste vodiš. To bi oče mogel hčerki povedati, mogoče sestra. Tako da ne vem, da bi imela prav ambicije, če bi kdo omenil, a bi šla ti v politiko, ker so to tudi Jovanki ponujali. Milka Planinc, se mi zdi, da je Jovanki, Kučar. Savka Dabčević Kučar je Jovanko predlagala za tem, da bi bila članica izvršnega sveta. Pa je Tito znoril, je kar končal sestanek. Če bi slučajno še ta kretenizem naredil Golob, potem strici iz ozadja, zdaj pa nekaj naredite. Jaz mislim, da ni toliko, bi rekel, možata, ker možate ženske se načeloma silijo v politične karijere. Ona meni ni možata ženska, ona je starletski tip ženske, ki je zelo v redu, če ima ob sebi alfa samca, ki meje postavil. Ne samo želje izpolnjuje. Robert Golob se mi zdi, da pa vse želje izpolnjuje, kar je sicer odlika alfa samca. Alfa samec mora pa tudi reči, do tukaj ja, naprej pa ne. Kaj si želiš, povej mi, pa mu namiguje in tisto, kar je sprejemljivo, seveda moraš, če ti čini krasne stvari, kot se reče, če vidiš nebesa tam v posteljnih radostih, potem jih moraš marsikaj od teh želja izpolniti, tako je prav. Ampak, če pa pretirava, moraš pa reči, do tukaj ja, naprej pa ne. Jaz sem bil direktor in potem ta moja tajnica, mislim, jaz sem imel ko mamo, bila je pa še ne moja generacija in vse, kar je rekla, je takole, pa je enkrat šla pa čez. Sem rekel, do tukaj ja, naprej pa ne. Sem pa meje postavil in se takoj umirila. Jaz po moje bi se umirila tudi Tina Gaber, ker mi ne deluje neka povzpetnica, ki bi na vsak način vse želje rada imela izpolnjene. Ampak Robert Golob je tisti, ki mora z neko treznostjo ugotoviti, kaj je sprejemljivo, pa kaj ni sprejemljivo. Zakaj je zdaj recimo po tvoje njej ratalo, Roman, prvič v karieri? Do zdaj smo bili navajeni, da ona zmerno bila neko kras, trofeja, privesek, če hočeš, te njeni moški, neki pač premožni moški za slovenske razmere, razubiti tudi na nek način, so se postavljali na nek način z njo. Zdaj pa prvič zgleda, da se ona postavlja s svojim tipom. To se vsaka ženska, ki vpleni alfa samca, kakršen je smisel reči Bill Clinton, kakršen je tale naš. Monika Levinski je izobesila tisto modro pospermano obleko in jo razkazovala prijateljicam. Clinton kot trofeja, sem jaz v sobotni prilogi zeleni piki za Dnevnik napisal. Robert Golob je za njo trofeja, ona je zmagovalka, ona se gleda ogledalo in si govori, poglejte me ostale ženske, koga sem pa jaz uplenila, ob vseh tistih, ki sem jih imela, sem zdaj pa najviše odskočila. A lahko katera več kot jaz? Se pravi, ona se tudi baha in vzajemno se Robert Golob, mislim, če mu ni narodno in očitno mu ni narodno, ker ima prevelik ego. Lahko pa, da ima res zgodbo svojo,
Jano Nemec Golob, ne, prvo ženo, res neko kalvarijo, mogoče res takrat trpel in zdaj si misli, da mu to pripada, velik ego, in on se seveda tudi ponaša z njeno lepoto. Mislim, resnici na ljubo tisti, ki pravi, da je Tina Gaber grda, ni grda, če ne bi bila misica, pa tako ne, pa ona je lepa. Dobro postavo ima, velika je, manekenska, mislim, Joške da avstrijske Koroške, če ima svoje, ampak normalen moški se mora ponašati, če je v uradnem partnerskem odnosu s takolo žensko, ne. Če bi bil bolj tako preudaren, pa če bi koga vprašal, ne, jaz bi me svetoval, ne, imej ljubico tako, kot si. Ne to kazati, ker ti bo cena padla, ti imaš temno ženo pa 3 otroke. In zdaj boš pa, mislim, ne bom povedal, kako jaz rečem na odru. Na odru rečem, mi se ne ločimo zaradi kosa poscanega mesa. Sorry, to rečem na odru v scenariju. In določene ljubice to vejo in jim je užitek, ker so na skritem ljubice. In to politika še posebej tako laufa, Marilyn Monroe, Kennedy, to vse tako laufa, samo mi tega ne vemo. Mislim, jaz vem, zato ker imam izpovedi teh, ki so v visokih krogih, ker moram za Sex Life vedeti. In potem, ko to zvem, se mi zdi, da je tale Robert Golob sitna riba, napram tistim, ki se grejo kaj več, ne, ko svingajo na skrivaj. Pa tako naprej, vse vemo, o kom govorim, ampak mislim, libidinalna logika. Ne vemo, o kom govoriš, kdo svinga zdaj. Vse veš, kdo je od teh politikov SD-ja, to so bili tvoji kolegi. To misliš, no, okay. Misliš, so kakšni novi, ne, kakšni stari. Vse so tudi novi, samo to se ne ve. Zdaj ti jaz povem, ne, veš, koliko poslanci delajo za dober seks. Od 500 do 1000 evrov. In to ne kurbam, ampak dobri mrham študentskih unih. Študentske emše imajo, ne, to delajo. Tega pa nisem vedel. No, jaz pa vem, ne. Zato, mislim, ne smemo temu Golobu naprtiti vseh grehov, ne smemo mu biti fovšni, ampak vodenje države ima veto, ne more biti tam neka dobra vrha, ki je še tvoja partnerica po novem, ona ne sme se zažreti v politiko. In to ne govorim iz neke fovšije, ampak zato, ker je to politično prav. To je po bontonu. Moralno prav je, da vladaš, tam za krasne stvari imaš pa na samem občasno še tolo svojo, on zdaj ni zaljubljen, ne. Libidinalno terapevtko za dušo in telo, se rekel včasih. Na odru tako rečem. To so te ljubice. Ljubice so ohranjevalke zakonov, ne, če še ne veste, spoštovani gledalci. Ljubice in ljubimci ohranjajo zakone. Ne moš pa ti razdreti zakona za ljubice. Če imaš 3 otroke, ok, če so starejši, čez 20 let se to zgodi, ampak zadeva je vselej libidinalno konotirana, vselej je seksualnost in to seksualnost tudi v ožjem smislu, v ozadju. In ljudje o tem nič ne vejo, freudovska psihoanaliza pa ravno poskuša detektirati te informacije. In jaz prav prežim, ne, na te seksualne detajle, recimo, ne, ko bom zelo Izrael pa Palestina, bom povedal. V Izraelu so tudi ženske vojakinje, ampak ko jih zbirajo, kdo bo šla na fronto, kjer bo šla pa v generalštab, zbirajo po lepoti, te lepe z velikimi joški grejo v generalštab in so ljubice generalom, unime izraelske vojske. Tako to gre in naša politika je ista. Ja. Roman, zdaj, kaj recimo vse to Golobu koristi ali ne koristi pri nas ljudeh, pri volivcih v končni fazi, ne? Kako naše nezavedno pač na to reagira, kar vidimo pri njem. Zdaj, vtis nastaja, da on na oblasti se predvsem zabava, tako ko si rekel, pač vse, kar mu je pomembno pač zadovoljstvo njegovo in njegove bebe. Kako mi nezavedno recimo na to odreagiramo? Mi nezavedno vemo, da on ni deloholik, v smislu, da bi se posvečal z vsem srcem vodenju države, ker bi mu bila država na prvem mestu. Jaz sem enkrat tudi rekel, da njemu rejting padel na 0%. Tisti, ki pravijo, da ima, ne vem, bo imel 14%. Vsi tisti, ki so rekli, da so za Golobovo vlado, za Gibanje Svoboda, so se lagali, ker niso hoteli sebe izneveriti. Ampak vladanje Roberta Goloba je tako slabo, da mi nezavedno vemo, da ni ta prav. In zdaj morajo pa reči, pa ravno te, ki sem jih omenil, strici iz ozadja, ki vzvode moči in oblasti in dobri novinarji, da temu naredijo konec, da ga razkrinkajo. Ne to, da je blefer, ampak da je slab predsednik države, da se ne posveča vodenju države, ampak si daje duška v neki zaljubljenosti, ki jo moški pri 57 letih sploh ne premore, ampak je samo zadet z dobrim seksom. Ne. On pa dela to napako, kardinalno napako, ki si je
na tem mestu, na tem vladnem položaju ne sme delati. Ne? Lahko si ti direktor genija, pa se to greš. Ne moreš pa z državo tako ravnati. Ne more biti narod talec tvoje egomanije, tvojega alergije na Janšo. On je, jaz bom rekel, on je obolel za janšizmom. Janšizem jaz vidim kot obolenje tistih skrajnih nekih levičarjev, ko vidijo Janšo, pa jih kap zadane. Oni so okuženi z Janšo. Mislim, Janšo, recimo, bi jaz takole bi naredil. Ponudil bi mu mesto onega komisarja, pod pogojem, da on je tam komisar, Logar prevzame SDS, Golob se pa umakne. In potem se na levi najde nekdo, ki bo naredil spravo med desnimi in levimi. Mi rabimo zdaj tolo bratovorno, latentno vojno končati. Mi moramo desno-sredinsko ali pa levo-sredinsko vlado imeti. Ne več tega takih ekscesov političnih, kot je bilo zadnje volitve, kjer so, ne vem, COVID krizo uporabili za to, da so Janšo z gnojnico polivali. On je pa čisto spodobno v tistih kriznih časih vladal. Tako jaz vidim neko taktično rešitev, ki pa mora zrastiti na zelniku levih stricev iz ozadja, da ne rečem Kučana, pa Golobiča, pa rehabilitirati te, bi rekel, zverzirane politike ala Golobič. Zdaj pa jaz sem bral v Reporterju, še Golobič je puško vrgel v koruzo ali pa na dno Merijanskega jarka. Tako da zadeva je zelo črnogleda. In zdaj, saj govoriti puste, če že totalitarizem na RTV-ju Slovenija delate, ne mi več policije pošiljati domov, pa ne več na Akos pritiskati, če se kritični mislec kritično razgovori o delu vlade. Sorry. Zdaj, Roman, neč se upravičevati. Roman, zdaj, navajeni smo, da strici iz ozadja iščejo alternativo Janši, če te zdaj prav razumem, zdaj iščejo že alternativo Golobu. Zakaj smo prišli v to situacijo? Ma seveda, zdaj nima desnica problem, zdaj ima levica problem, ker ima tega, rekel, nesposobneža, nekoga, ki svoje vladenje ni vzel resno. On je dal prioritete libidinalnim stvarem. Strici iz ozadja morajo narediti neke rošade. Oni se morajo strezniti, najti, ne vem, tehničnega mandatarja in ga postaviti pred zid, pa reči, takole smo zdaj šli. Zdaj boš pa ti tole pa tole naredil, se umaknil, pride, ne vem kdo, tehnični mandatar, lahko kakšen od stare garde, jaz sem, ne vem, svoj cajt, ko sem tako na prvo žogo, kdo bi lahko bil, Miro Cerar bi lahko bil, lahko bi Pahor bil, če bi hotel, tehnični mandatar. Ampak tale ne more biti več, ker to bo državo hudič vzel. In zdaj pa slovenski narod ima s tem probleme. In kdor trezno gleda, to vidi. Kdor ima pa konjske obrambne mehanizme, pa še kar misli, da je Golob tisti, ki straja, nas pa osvobodil Janše. Mislim, to je čist spodletelo, revanšistično, spodletelo, sadistično. On je zavozil tukaj stvari, ne da ni realiziral kupico nekih obetajočih sprememb pa reform. Ne gre to za to. On si nasploh vladanja lotil z levo roko in prioritetno je dal pač Tino Gaber na prvo mesto, kar ne bi smel. Ampak, Roman, če on zdaj tako uživa v vsem tem, pa tako ne bo hotel iti? Ne uživa, ne. Zdaj, tako, resnice ne ljubo, če koga to potolaži, on ful trpi. In tudi zato, ker se takre stvari kritično v njem mislijo, se javno izražajo. Tudi RTV, recimo, Erika Žnidaršič, ki je bila čist pro-leva, zna biti do njega kritična. Ta Solar, ta firma, ta vzporedna. Star Solar, Star Solar, to mora novinarji razkrinkati, jih ne sme zanimati, če so oni politično levi in če svojim razkrinkanjem posredno, tako gledajo, koristijo desnici Janši. Oni morajo delati nekaj, kar je moralno prav. Oni morajo tega Goloba zaščititi, če ima grehe in jih ima. Ker poznam jaz zgodbo tudi, rekel, imam neke informacije s Berišajem, pa tako Martin Berišaj, pa ne. In zdaj, če se to vse obelodani, mislim, ta človek zaradi teh grehov, pa ne govorim zdaj financiranje kampanji, pa podkupovanje ali kaj že ima, tistih novinarjev, pa Vesne Vuković, ta zadeva ni etična. Mi ne moramo imeti države, kjer je ukinjen
pluralizem, kjer se tam totalno nekaj počne, kjer imamo svet za odkrivanje sovražnega govora in potem mi prestrašeni, ne, jaz nisem prestrašen, ne, jaz se pustim celo tam po sodiščih preganjati. Ne. Ampak ljudje so prestrašeni, ker ne smejo izražati svojih kritičnih mnenj, ki bi bili zelo dobrodošli, vsa ta kritična mnenja, zelo dobrodošla za razvoj države. Mi moramo imeti demokracijo, mi moramo imeti levo, liberalno in desno konzervativno mnenje, ker je to dobro za narod, za razvoj države. In ta človek pa to ukinja, ne da bi vedel, ker ima ego več kot vesolje, on si racionalizira, on pa pol trpi, ker sliši kritike in misli, da je dosti močen, on misli, da je on bil zvoljen. In njemu se ne da dopovedati, da ni bil on zvoljen. Anti-Janša sentiment je botroval, da on je slučajno bil tam neka figura, ki tudi Miki Miško bi narod zvolil zaradi nega propagande levih mainstream medijev. Covid je bil pa v ozadju, ki ga je pa Janša svojo vlado, pa medicinsko stroko dobro vladal, po mojem videnju. Tako da zadeva, mislim, je pa prišla do točke, ko mora on na levi se strezniti pa svoje povedati. Dobro, Roman, zdaj, ampak recimo mandat Roberta Goloba se bo nekoč iztekel, a ne? Moja napoved je, da pač z rednimi volitvami čez 2 leti, ti praviš, da bi se to moralo zgoditi prej, ni važno zdaj, kdo ima prav. Ampak takrat, ko se mu mandat izteče, kakšen šok bo to zanga? Bo on to sploh preživel? Mislim, dobesedno fizično preživel? Ne, človek ima obrambne mehanizme, tam ima še velik ego, on si bo zracionaliziral, da zdaj ima pa dosti tega, on je delal uslugo Sloveniji, slovenskemu narodu, on je opravil z Janšo, on je normaliziral, bo rekel RTV, čeprav je poneumil, on je sovražni govor dal na stran, v resnici je ukinil pluralizem, ampak njegovi obrambni mehanizmi bojo njemu prikrojili resnico na tak način, da bo pomirjen. V tej celi zgodbi ima Tina Gaber veliko vlogo. Če bo ona zanosila, ne, če bi se tam neka poroka zgodila, pač mu je treba pomagati, da se tam usosi tam, kjer je veliko denarja, ne, ker to brez denarja on ne zna živeti, toliko teh 5000 evrov, to je drobiž za njega. Ne. On mora imeti nek prihodek, Tina Gaber mora vedeti, da ima on prihodek in potem se umakniti. Ali pa mogoče je tam neko Evropsko unijo, tam neko odložišče, ampak v slovenski politiki aktivno on ne sme biti več, tudi ego mu ne bo tega dovolil. Tina Gaber mora pa dosežiti, da se bo to zgodilo. Pač jaz si želim, da bi bilo to prej, ampak verjetno bo pa res tiste redne volitve, tiste, ki ga bodo skinile za vse večne čase. Toliko. V redu, ja, neč, zelo si bil izčrpen kot zmerom. Roman, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši nocojšnji vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, koga nateguje Golob in kdo nateguje njega. Že 1036. Faktor na TV3. Gledajte našo vdajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kaj je zelenega pri Vesni. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.